Živijo, jaz sem Rok iz skupine Flirt in poslušate oddajo Radio Aktivno. Skupino Flirt, flirtamo v nadaljevanju, Rok na drugi strani, lep pozdrav. Lep pozdrav, evo, 25 let flirta in tudi mi, da Boštjan, ko so že toliko intervjujev naredila, mislim, da v 25 letih pa več kot 25. Ne? Zagotovo, zato te bom vprašal, kako si kaj? Slov pesmi se bom ukvarjal s pesmi, drugač pa na hitrico dobro, samo upam, da si tudi ti. Drugač pa, ja, kako si kaj naslov nove naše pesmi. Ne vem, kako bi sploh več ne vem, kako ne svoje pesmi opisujem, ker se mi zdi, da nekako je muzika sama sebi namen, da se vsakemu poslušalcu predstavi po svoje, ker pravzaprav, ko ti obrazložiš kot avtor, kaj pesem opisuje oziroma o čem poje, mi zdi, da vendarle malo zapreš možnosti, ne, ljudem za prepuščanje neke domišljije. Ne. Omenil si številko 25, se ob tem vračate koreninam? V bistvu, ja, vse smo tudi napisali v PR sporočilu, da ta pesem pravzaprav je nekako malo diši po 90-ih, ne. En tak preprost kitarski riff, preprost komad, se pravi relativno nalezljiv refren s preprostim besedilom, tako malo na 90-ta vleče, ampak mi smo tudi začeli na tak način, ne. Pravzaprav smo te tam največje hite nizali ravno na tak način, pa ne pravim, da smo mi zdaj hoteli za vsako ceno, ne, narediti nov hit, mi delamo pač muziko, ampak ta se je pa res poklopila, tako da mečkano je nostalgična, no, in sem vesel pravzaprav, da je taka. Se tega četrt stoletja tudi kaj pozna pri ustvarjanju, pri delu, je še dovolj kondicije? V bistvu, če ti čisto pravici povem, kar se kondicije tiče, sploh ni noben problem. Ustvarjati muziko je stvar duha, veš, to je pa njim povezano z leti. Ne? Meni se zdi, da smo predvsem kot band zelo v dobri formi, ker se zelo dobro zastopimo, veliko igramo, nekako tako neobremenjeni smo. No? Mislim, hvaležni smo, veš, 25 let samo po sebi nič ne pomeni, če pri tem je band go, pa nima publike. Ne? Mi publiko imamo, ohranila se je zvesta, tisti zvesti del in pa potem tudi ljudje, ki pa potem naknadno kapljajo, ki so pa ne mlajši, na novo spoznajo, veš, se skozi na novo odkriva nek band, ali pa nek band ti je zanimiv nekaj časa, pa ti pol ni, pa ti zaradi neke pesmi spet postane zanimiv, pa imaš spet retrospektivo. Ne. Mi smo veseli enostavno, da lahko počnemo to, kar počnemo in radi to počnemo in to, mislim tudi, ko ni bilo dovolj publike, ko smo bili manj trendy band, ko smo bili manj popularni, pa ko so se trendi menjali, jaz sem že zdavnaj gotovil, da popularnost pride pa gre, ostajajo pa pesmi. Ne. In, te naše pesmi so, ne vem, Roma in Julija, v mojem telesu, Kojni, se veš, koliko je teh hitov, ne. So pač preživele te časa in jaz sem na to pravzaprav najbolj ponosen, ker kamorkoli pridemo, a je to publika zdaj od 16 do 25, kar je živ dokaz na terenu, ker smo različni ljudje, ne vem, v Hali Tivoli Smoki so bili, ne vem, 40 plus, naslednji dan v Kanalu v Soči so bili pa, ne vem, študentje, ne, in vsakič žur, ne, na drugačen način, ampak vsakič je veliko ljubezni, no. Vaše fenice so zdaj v povprečju tam nekje okrog 40. Tiste tak glavne. Te, ko so z nami rastali naša generacija, ne, ampak pravzaprav najbolj zanimivo je to, ne, kako se pravzaprav, ne glede na to, da se band stara, ne, se pa pesmi pomladijo vsake toliko, ne, mi se ne, komadi pa se. Zdaj to, recimo, Roma in Julija lansko leto, 20. obletnica, ne, in jo pojejo res otroci, ne, in to je pravzaprav, mislim, da čar muzike. Muzika je brezčasna, ne, in v končni fazi mi se zdaj pogovarja, pesem pa pač ostane. In je to edino pravilno, da pesem je tista, ki je gospa in more preživeti. Ne. Če sta preživela Romeo in Julija, bosta preživela tudi Ciril in Magda. Akterja, kako si kaj, ja, plastelinkota, ki sta se zaljubila in upam, da se bosta imela rada celo življenje, ker plastelinkoti se pač ne postarajo. Ne. Tako da ja, upam, da ja. Težava edino nastane, ali se barve potem prelijejo ena v drugo. In potem več ne moreš ločiti. Mislim, ne vem, kaj pa rada, če magento pa cijan zmešaš, pravzaprav vijolična, ne? Ja, bi lahko bilo. Vijolična niti ni tako slaba, ne? Važno ni kakšna drekasta črna ali pa kakšna temno rjava, ne? Tako da, mislim, da Ciril pa Magda sta premešana, ali nista važno, da je ljubezen, ne? Zdaj pa veš, moram reči, da je bilo smešno pa zanimivo ta spot snemati, ne? Ker je v bistvu na vsako sekundo je to motion capture, je pravzaprav 15 sličic, ne? Tako da je lučkrat spotično, tako ga bom rad z veseljem pogledal tudi čez 10 let. In to pravi oče obeh likov. Mislim, oče. Ja, kaj sem pol jaz, če to plastelinkota, ne, človek brez hrbtenice, kako bi temu rekel. Ne, luškanasta, no, se moram povedati, da Magda, ta punčka Magenta, ne, je pravzaprav, za njo se ne ve čisto točno, od kje je prav, da je pol Gorenka, pol Dolenka, ne, recimo tale Ciril je pa pol Štarc, pol Primorca, nekaj takega, no, Rtma Cviček, pa male Dolenca. Drugače, pripravljate tudi album? Ja, mislim, album bomo že kar nekaj časa material pripravljen, ampak smo rekli, da bomo zdaj mečkano bolj fokusirani na teh 25 let, zelo veliko nas skecejo, da bi nek best of izdal. Jaz sicer nisem ravno naklonjen temu, ker sem vedno dovolj plodovit, dokler imaš tistega ustvarjalnega elana. Je mogoče boljše delati novo muziko, mogoče ne zdaj streljati komade ravno vse. Jaz si želim pravzaprav še tale 8. album narediti nekako v neki pop obliki. Blazno mi je manjkala pop forma, pa me je zelo vleklo kanta avtorstvo, mi je bilo krasno in tudi še vedno uživam v tem albumu, ki ga pripravljam, ki bo kmalu zunaj. Ampak vendarle pri tem delam pa res čisti mainstream album za Flirt po dolgih letih, no. In moram reči, da z bandom zelo uživamo.
da bo šla pa plata ven, to pa je čisto nepomembno. Mislim, da to leto še ne, verjetno naslednje leto, morda letos, no, ampak nič nočemo obljubiti, ker se nam ne mudi. Vsekakor je pa jesen ena zelo močna pesem ven, ker nam je zelo ljuba, no, ampak o tem, ko bo čas. Boste potem tudi ob tem jubileju pripravili kakšen večji koncert? Ja, zelo velik koncert pripravljamo v Ljubljani, ponovadi so te jubilejni koncerti nekako v središču Slovenije, no, zdaj smo delali klubske pa malo večje evente, pridemo tudi na okrog, jeseni, septembra smo tudi na Putafestu, malo bližje vas, no. Takrat smo pa zdaj bolj Gorenjska, Dolenjska, ta teden smo Litija, pa Dutovlje, pa pol Gorenja vas, pa tako dalje. Slovenija, ne glede na to, da je majhna, je tudi velika, ne, ampak se bomo potrudili, ne, da nas res probajo povabiti, a pa da se probamo štuliti v čim več manjših krajev. Drugače pa tako, kot sem rekel, konec novembra en velik koncert, en gala koncert v Ljubljani, natančneje 25. novembra, v tem še v kraju, pa točno lokacija, pa ko bo časno. Bova pa ta friško sedaj spustila tudi našim poslušalcem, zato Rok, kako si kaj? Jaz sem odlično, kako si kaj je naslov naše nove skladbe Flirto, dajmo reči, da je to darilo za nas in pa za vse vas poslušalce o 25-letnici Flirta. Jaz ne bom rekel še enkrat tok, ampak rekel bom še enkrat tok ljubezni, no, pa pridite na kak koncert, upam, da se srečamo. Hodijo nasproti, glava me razume vedno manj. Pri vsaki drugi me kaj zmoti, niso niti blizu, ti priznam. Če imaš kaj časa, pridi mimo, vsaj na kavo, kot je običaj. Pridi in ugasni to tišino, deva nadoknaditi za nazaj. Kako si kaj, kako živiš, a dober dan samo prespiš. Kako si kaj, da mi povej, ko vidiš me, se manj nasmej. Kako si kaj. Znova prebudil dežnike, pari se pod njimi stiskajo. Paru ali sam se ni razlike, me večeri vsakič zlomijo. Kako si kaj, kako živiš, a dober dan samo prespiš. Kako si kaj, daj mi povej, ko vidiš me, se manj nasmej. Kako si kaj. Kako si kaj. Kako si kaj, kako živiš, a dober dan samo prespiš. Kako si kaj, te mi povej, ko vidiš me, se manj nasmej. Kako si kaj, kako živiš, a dober dan samo prespiš. Kako si kaj, te mi povej, ko vidiš me, se manj nasmej. Kako si kaj.